Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo majčkeno kopali spet po podzavesti. V glavnem, vam povem prej zgodbo, preden grem na cel nasvet. V glavnem, včeraj sem govorila z gospo in ta gospa je obremenjena s 1001 strahom. Ampak tisto, kar je najbolj nekako prisotno v njenem življenju, je pa strah pred smrtjo. In obkrožena je v družini, v bližnjem okolišu, pač smrtmi. In pravi, da vsakič, ko zve za nekoga, da umre, in dejstvo je, da smrt je del življenja, jo enostavno zgrabi grozna žalost, ne more si pomagati, enostavno joka in joka in joka. Vse to se je začelo leta nazaj, ampak res leta nazaj, ko je izgubila brata in od takrat naprej enostavno se ne zmore pobrati. Seveda je šla v rani medicini, iskala pomoč, seveda je dobila antidepresive in zanimivo, kar je rekla. Je rekla, če sem nora, ne me pošljajo v umobolnico, pa ne me pozdravijo. Ampak jaz vem, da nisem nora, ampak ne razumem. No, in kaj sva odkrili? Dejstvo je, da preko mišičnega testa sem jo vodila in v bistvu ona predeluje v tem življenju strah, ki ga je doživela točno v zadnji smrti, v točki zadnje smrti in v zadnjem življenju, in ona je energijsko povezana z drugo svetovno vojno. In zdaj seveda lahko vi sami preizkusite, ni treba iti zdaj k meni, da bomo mi to skupaj preizkusili, ampak lahko naredite sami mišični test. In sicer kako? To sem vas že učila, se pravi, treba se umiriti, ta ramenski obroč mora biti absolutno sproščen. In če ga ne morete sprostiti, če imate občutek, da ste zategnjeni, v tem primeru podihate parkrat. Pač jaz ta del sprostim tako, da enostavno parkrat naprej nazaj rame, potem pa zamižim, naprej nazaj glavo, sem levo desno in vdih, izdih in v bistvu se nekako sprosti ta ramenski obroč. In ko se ta del sprosti, se avtomatično zgodi, da smo v povezavi sami s sabo. Ne znam vam še razložiti, zakaj se to zgodi, ampak nekako smo v povezavi s srčiko svoje duše in hkrati povezava se vzpostavi v možganih, kjer imamo hipofizo pa epifizo. To sta pa dva centra, ki sta namenjena tudi za prepoznavanje resnice in iz teh dveh centrov gredo potem sporočila vse celice telesa. Se pravi, celični spomin, ki ga prenašamo po dušni bazi naprej, je zapisan dobesedno vsako celico. No in zdaj poglejmo. Če ta trenutek naredimo mišični test in se vprašamo, energijsko sem povezana, ne vem, z energijo druge svetovne vojne, recimo, da to preizkusimo. In če jaz zdaj sama preizkusim, se pravi, energijsko sem vezana na čas druge svetovne vojne, grem naprej. In tudi jaz vem, zakaj grem naprej. Zaradi tega, ker predelujem, ali pa sem ga predelala eno življenje, ki sem ga živela v času druge svetovne vojne. Bila sem v tistem življenju moški in sem pristala v koncentracijskem taborišču, da nam rekla kontracepcijskem, v glavnem. Potem bomo še govorili, tudi o tem bomo še govorili danes. V glavnem, v taborišču, kjer sem umrla, delali so poizkuse na meni z injekcijami. Tako da v glavnem dejstvo je, da to je bila stvar, ki sem jo že zdavnaj počistila. Zdaj pa vi preizkusite. Če ste vi vezani na energijsko na čas druge svetovne vojne in da imate mogoče neke fizične težave, da vas mogoče boli določen del telesa, mogoče da vas boli, ne vem, zdaj mi pade na pamet, leva stran glave, da enostavno imate grozne bolečine, ki ne izvirajo od nikoder, je možno, da ste utrpeli v tistem življenju bolečino in ste zaradi tega umrli in imate v bistvu, ker ta energijski del se prenese v naslednje življenje, pač točno tam težave. Lahko imate težave ne vem, zdaj vam razlagam, vam bom majhno šla razložiti to zgodbo. Gospa je imela ko se ji zbudi tisti strah pred tem, da bo nekdo umrl, ji začne krčiti roke. In seveda uradna medicina je rekla, da je to zaradi tega, ker nepravilno diha. Seveda je možno, ampak
nekaj v njeni zavesti povzroči ta grozen strah, stres, da ne zmore normalno dihati in ker celice ne dobijo kisika, dobesedno se zakrči. Začel ji je palec na nogi drevenet in spet je šla k zdravnici in je rekla, ja veste, to pa treba malo masirati. Glejte, vse te njene težave izvirajo iz točke smrti v zadnjem življenju. Bila je v nekem bunkerju, razneslo je tisti bunkar, ampak ni bila mrtva v trenutku, ampak ji je odnesel nekaj glave, odneslo ji je nekaj noge, bila je ranjena tukaj zadaj in jo tam bolelo. V glavnem, na raznih delih telesa je bila ranjena in potem je počasi umrla, ker se je zadušila. Glejte, verjemite, tega uradna medicina vam ne bo nikdar potrdila, ker bo vsak rekel, da ste pač čez les. Lahko tudi nekdo zdajle, ko posluša vse to, kar jaz govorim, reče, pa ta ženska je čez les. Možno, saj meni je vseeno, če nekdo to misli, ampak druga zadeva pa je, da vsak govori svojo resnico. Ko mi proti drugemu pokažemo, kakšen je, smo v prvi vrsti mi taki, 3 prsti kažejo nazaj. No, zdaj pa, če pogledamo naprej, kaj sem jaz potem tej gospe svetovala. Seveda sem ji svetovala, naj začne delati zdravilno molitev dekodiranja, da bo vse to počistila. Naslednja stvar je pa, kar ima močno zapredelati, je strah pred smrtjo in grozna žalost zaradi strahot. No, zdaj pa pogledamo današnji čas. Na našem čas se dogajajo res zanimive zadeve. Če majčkeno pogledamo okrog, pač vemo, da se dogajajo res zanimive zadeve, ne? In lahko se vam, če predelujete ta občutek nemoči, občutek, veste to, kar zdaj tudi nimamo vpliva na ta čas korone, pač je, a ne? Ali bomo preživeli ali ne, kako bomo preživeli, kakšna čustva se v nas vzbujajo, je zgolj od nas. Lahko si vržemo to vse čez ramo pa rečemo, se bo konc. Tako recimo jaz doživljam, nekdo drug je pa lahko popolnoma vpet tem noter in se mu še dodatno aktivira celična žalost. Zdaj pa zakaj govorimo o celični žalosti? Celica nosi popoln spomin vsega, se pravi nosi spomin našega spočetja, zgodne mladosti, vsega, kar so nam govorili od malega, in celica nosi popoln spomin tudi vseh preteklih življenj. Ampak dobro, tega se mi na zavestni ravni pač ne spomnimo. Dejstvo pa je, da mi lahko s tem, ko začnemo izvajati zdravilno molitev dekodiranja, počistimo celično žalost. In mogoče, da vam narišem, da vam bo bolj enostavno, kaj to pomeni ta celična žalost. Poglejte, če je tukaj ena celica, no zdaj, da jaz tole v krogu obrnem, ena celica, pa druga celica in v glavnem tukaj vmes je celična tekočina. In celica pač sprejema hranilne snovi, se pravi sprejema hrano in tudi oddaja odpadne snovi. Se pravi dobesedno celica lula pa kaka. In druga celica ravno tako sprejema hranilne snovi in oddaja odpadne snovi. In tukaj ta medcelična tekočina pač mora to spraviti, to je limfni sistem, spraviti to v krvni obtok in to potem kri se čisti v ledvicah, pa v jetrih in se to sčisti iz telesa ven. Ampak kje se pa zatakne? Če mi občutimo preveliko količino žalosti, tukaj nastaja krčep. Enostavno se ta medcelična tekočina ne zmore sčistiti. Da si boste lažje predstavljali, je tako kot otok. Veste, ko se zamaši, ko začneš odmaševati, ko ven priplava hrana od enega tedna nazaj, pa si rečeš, pa to je že zdavnaj izčiščen. No, na ta način izgleda pač zamašen je ta pretok. In edina stvar, ki lahko aktivira, no, ena od teh stvari, ki lahko pomaga pri tej celični žalosti, da jo spravi ven, seveda pomaga hrana, pomaga kalcij, ki pomaga pri tem, da spreminja kisline v soli in da lažje jih telo izloči iz telesa. Absolutno, to je šele prva stopnja. Druga stopnja, rabimo več kisika, da se poveča pretok, se pravi, je treba hoditi, je treba povečati prepono, povečati delovanje prepone, pomeni, da je treba kdaj iti
pa se nadihati, ali pa iti na trampolin, pa skakati, ali pa plesati, ali pa hitro hojo, ali pa se smejati. In zdaj pomislite, v zadnjih 2 dneh, kaj od tega ste delali? In če niste nič delali, pomeni, da niste spodbudili tehnično limfe, da bi se sčistila. Zdaj, tisto, kar pa ni tehnično, je pa v bistvu molitev. Molitev zdravilna, molitev dekodiranja. In res, če občutite ali pa naredite zdajle mišični test, se pravi, v svoji podzavesti imam zakodirano kronično žalost. Jaz jo nimam, pa vam povem, da sem jo imela. A veste, koliko žalosti? Toliko žalosti iz tolikih življenj, ko sem bila zlorabljena, ko sem izgubila otroke, ko sem bila zmanipulirana in tako naprej, ko sem bila ubita, prodana zaslužno. Ja, to močno to se je zakodiralo na mojo dušo in to dejansko gre ven preko celic. Ne moremo drugače tega izločiti ven iz telesa. In seveda sem delala na tem, da sčistim žalost iz svojih celic. Pa nam rekla, da sem že vse počistila, kar nisem, sem še vedno na potovanju in ja, lejte, se vsi učimo. Ampak predvsem to, če pogledate sebe ali pa lahko naredite mišični test in se vprašate, svoji duši nosim zakodirano žalost, ma ne, jaz zdaj grem nazaj, in če je, lahko imate žalost zaradi sistema, zaradi nemoči, zaradi bolezni, žalost zaradi strahu, da boste izgubili družino. Glejte, to je toliko močno zakodirano v našo podzavest, na celični nivo, da enostavno si pogosto ljudje ne znajo pomagati. Ne? Vemo, da uradna medicina ti pač da antidepresive, antidepresivi te v osnovi zafiksajo in ti nič kaj ne pomaga. In v bistvu, glejte, če drugega ne pomaga, lahko pa pomaga sigurno molitev. Mogoče, lejte, za vse tiste, ki predelujete te zadeve, vzemite knjigo, Ko ima življenje žur, tukaj na strani 281, strah. Strah je res zanimiva zadeva in kaj je tisto, kar mora ostati skrito. No, zdaj pa pojdimo na tisto, kar mora ostati skrito. Ženske, mnoge ženske, lejte, v trenutku nemoči se mogoče odloči, da bo naredila splav. Ker pač takrat ostane sama in enostavno ne more si pomagati, pač takrat, kako bom sama, in se pač mogoče odloči za splav. In tukaj zadaj je spet potem neka krivda, povezana z žalostjo, nisem bila podprta, nisem zmogla, jeza na sebe. Ne, se pravi, tak močen koktejl čustev. Mogoče se pa zgodi, da v tem življenju imate svoje otroke in vas je grozno strah, da bi izgubili svojo družino. Ali pa ste že izgubili otroke, pa nimajo stika z vami. Zdaj pa kaj v tem primeru narediti? Se pravi, spet se od nekje drugje vleče neka jara kača in je čas, da počistite. Vem, da sem vam že govorila o tem, pa tudi vem, da pisala sem v tej knjigi, Ko imajo duše žur, o tem, da so bile nekoč nune pač namenjene župnikom, da so zadovoljevale njihove potrebe. In seveda je lahko nastal tudi otrok. Zdaj, v nekatere te nune so imele pač sirotišnice, da so skrile tega otroka. Pod mnogimi samostani so pa pač pokopališča rojenih, splavljenih otrok, umorjenih otrok. In skoraj vsi samostani nosijo ta zapis. Zdaj, o tem govorim zaradi tega, ker mi je gospod Matija Krajnik, tukaj iz Škofje Loke, to razlagal, da nunski samostan v Škofji Loki, tam, kjer je kapelca, tam noter je pač ogromna količina ujetih dušic, ki niso zmogle naprej, pač teh splavljenih, umorjenih otrok. In dejstvo je, da povsod tam, kjer so te kao sveti kraji, lahko obstaja ta energija. In sploh, če ste ujeli v nek kraj ali pa v bližino samostana, v bližino, mogoče so bivši prostori bili, ne vem, neke kartuzije, pa Bog se ga vidi, kaj še, samostani, je možno, da predelujete še kaj od tega. Se pravi, strah, da bi izgubili svoje otroke. Zadnjič sem že posnela video o velikih svečenicah, ki jim je bil otrok odvzet, ker pač niso mogle
imeti svečenice otrok, ampak dejstvo je, da tudi če predelujete drugo življenje, da ste bile nune in da so vam odvzeli otroka, je po vsej verjetnosti, da imate v svoji duši grozno žalost zaradi tega, ker so vam odvzeli to, kar je vsaki normalni mami največ vredno. In še eno stvar zdaj lahko sprobate z mišičnim testom, se pravi, pejte preizkusiti z mišičnim testom, predelujem eno od življenj, ko sem bila nuna in mi je bil odvzet otrok, preverite to. In drugo stvar, če imate v tem življenju ledeno mamo, in to sem tudi že snemala video od toksične mame, preverite, kaj pa če vaša ta toksična mama v tem življenju je bila v enem od prejšnjih življenj nuna prednica in se je točno vedela, kaj se spodobi, kaj se ne spodobi, kako se dela, kako se ne dela in tako naprej. In se ta v tem življenju uči čutiti, pa sprejemati, pa ne zmore iz svoje kože in ste se najdli s to ledeno mamo zaradi tega, da boste pa v tem življenju se postavili drugače, da boste postavili meje, pa da boste vi bolj ljubeči, da ne boste padali na isti stopnički, kjer je vaša mama. Pač v tem življenju mama, ampak faktor mame, ki je mogoče iz prejšnjega življenja nuna prednica, velika svečenica, ne vem, nekdo nad vami, ki je določal, kako more biti. Tako da v glavnem, ja, zanimiva je tale juha, kjer se kopamo, tole naše življenje, cel gemišti, je to tako. In dejstvo je, da vsak svoje predeluje, gre se pa za to, da dokler ne predelamo določenih stvari, ne moramo iti naprej. Toliko časa nas te energije zadržujejo, toliko časa smo energijsko vezani, saj veste, kaj imam tule, elastiko, toliko časa smo energijsko vezani na nek prostor, recimo, če ste v službi in imate zakodirano žalost, strah pred izgubo otroka, izgubo varnosti, boste toliko časa tam, in tudi vi lahko greste naprej, in boste skoraj naredili korak, pa bo naredil, pa ste spet tam. Dokler ne boste odkodirali ključnih zadev, ki vas zadržujejo. Jaz seveda zdaj vem, kaj sem predelovala, leta je kričalo v meni glede ločitve, pač z bivšim možem imava karmično vez, ni nekaj, kar je, ne vem, in živela sta srečno do konca svojih dni. In dejstvo je, da dokler nisem počistila sovraštva, toliko časa nisem mogla oditi. Dokler nisem odpustila v vseh smerih časa in prostora, nisem mogla oditi. Veste, in včasih so leta zadaj, ne? Pri meni je bilo 25 let. Mogoče ste se vi ujeli v nek odnos, ki traja leta in vidite, da komaj ste še nad vodo. Ampak dajte se vprašati, kaj me uči ta odnos? Kaj je tisto? In lahko z mišičnim testom preverite. In zadnjič je ena gospa napisala, mišični test je boljš kot vsaka šlogarca. Zato, ker imate svojo resnico. Vaša resnica je tista. In dajte si zaupati. Dajte si zaupati, ko naredite mišični test. In če vas potegne na svoje ime naprej in naredite mišični test, recimo moja mama je bila v prejšnjem življenju nuna prednica in sem ji mogla slediti, verjemite, da je to resnica. Mi se šele učimo zaupati. In glejte, tega nas niso učili. Kako smo bili? Jaz vam povem iz svojih izkušenj. Ko sem začela izražati svoja čustva, je bilo pa, adeno, ti pa ta tvoja čustva, ti si itak preveč občutljiva. Pa še rakica sem po horoskopu, ja, pa ti pa tvoja čustva, dej. In se je vedno zaključali pri tem, ti imaš serijsko napako, si preobčutljiva. A veste, zdaj, ko vrtim film nazaj, kolikokrat vem, da sem imela prav, ampak tako imela prav, in sem izrazila in sem bila zmerom potlačena. In eno stvar, kar sem se absolutno učila, zaupaj svojim občutkom. Tvoji občutki so pravilni. Tvoja intuicija dela pravilno. Nisi nora, pa blesova, pa ne vem kakšna še, ampak zaupaj si. In ravno tako vam govorim, vi sebi morate zaupati, ker imate intuicijo, ker imate višjo dušo, ker imate povezavo. Ja, druga stvar pa je,
imamo pa tudi vsi neke ujete zadeve in je čas, da to prečistimo. Tako da takrat, ko ne veste, kako naprej, prosite za zavedanje vaše vodnike, angela varuha, vnebovzete mojstre, nadangela Mihaela, prosite za vodstvo, za pomoč, ne vam odprejo vrata. In če je v najvišje dobro vseh, se vam bodo odprla. Boste videli, zaupajte si, imate orodja, res vam priporočam, pa ne zaradi tega, ker sem jaz napisala knjigo, ampak vzemite knjigo, ko imajo duše žur v roke, vzemite knjigo, ko ima življenje žur v roke, začnite delati zdravilno molitev za dekodiranje in boste videli, vaša, druga ne morem reči, duša vam bo res hvaležna. Zato, ker se boste osvobodili okovov, pa zdaj jaz tako kažem, okovov, ki vas stiskajo, ki vas dušijo, ki vas vlečejo dol in dobesedno boste te ketne porezali. In zadnjič sem poslušala video Krion, je bilo rečeno, da preko celične žalosti smo z verigami priklopljeni na temne sile. In ko boste odkodirali to celično žalost, se boste odkodirali od teme. Veste, kakšno moč imate v sebi. Delajte na sebi, zaupajte, imate vso podporo, ki jo potrebujete. Zdaj pa gremo še. Karte Ošo, da vidimo, za vse vas, ki ste ujeti v nekih odnosih in je čas, da naredite korak naprej. Stvarnik, 3 sporočila, tisto, kar ta trenutek ljudje rabijo slišati. Tisto, a dam ta prvo žurko, proslavljanje. Poglejte, čas je za napredek, ker vem, da boste naredili, ker je ta prva karta je prišla tale preporod. Puščate za sabo sivino. V vas je tista moč, lev, da zasijete v svoji lepoti, da naredite, da greste napred, prav da zasijete. Naslednja je prišla proslavljanje in ta tretja je prišla pusti človeku tak, kot je, prijateljstvo. Tak, kot je v redu, on ima svoje korenine, ti imaš svoje korenine, ampak ti imaš svojo krošnjo. Lahko se po koreninah z nekom prepletaš, ampak imaš svojo krošnjo in sledi temu, kar ti dobivaš svoje sporočila. Stvarstvo vas bo podprlo pri teh vaših iskanjih in zdaj še prehod v novo dobo. Eno karto bom potegnila za vas. Duša na potovanju, velika stara duša. Pri tebi je prišla karta sodelovanje. V ljudeh, s katerimi sodelujem, iščem njihove moči, ne pomanjkljivosti. In dejstvo je, da vsak odnos se začne vedno z nami samimi, torej pri sebi iščite svoje moči. Boste videli, to, kar je vaša moč, je sigurno tisto, kar vas bo popeljalo naprej. Tako da dovolite si sijati, dovolite si biti to, kar ste, ker vi ste velika duša na potovanju, ki se mu reče življenje. Uživajte.